Profesor Jernej Kamenik-Fesel, kot teoretični fizik se ukvarjate s vprašanji, ki za marsikoga predstavljajo polje, ki ga je v bistvu težko doumeti. Tudi znotraj teoretične fizike je polje vašega zanimanja fizika osnovnih delcev, majhnih delcev, ki pa seveda ponujajo veliko vprašanj za raziskovalca. Lahko to nekoliko pojasnite? Se pravi, jaz bi mogoče tako to zastavil. Že od malega so vedno me gnala radovednost in vedno tista vprašanja so bila, kako deluje svet, zakaj zvezde svetijo, zakaj je vesolje takšno, kot je. In se mi zdi po naravni poti, ker se nikoli nisem ustavil, mi nikoli ni bilo dovolj, z odgovori nisem bil zadovoljen, me je pač pripeljal do tega, da na koncu se danes ukvarjam z raziskavami na tem področju osnovnih delcev, ki so zelo intimno zvezani z tem, kako naše vesolje deluje. Ampak seveda so imanentni vašemu zanimanju recimo že prej, ne? Tako. V otroški dobi, recimo. Tako, se pravi, verjetno pač to je nekaj, kar pri otrocih je zelo jasno izraženo od malega, ta radovednost. Zanima jih, kako stvari delujejo, kako se svet okrog njih obnaša. In pač pri nekaterih ljudeh to izzveni, pri nekaterih, bi rekel pri nas znanstvenikih, pa to ne izzveni in nam to ostane. In potem to uspemo pretvoriti v neko kariero. No, glede na to, da je to polje vašega zanimanja in pa dela tako rekoč odtujeno recimo od običajnih zemeljskih vprašanj, pa me zanima, če se vam ta zemeljska vprašanja zdijo pritlehna, nepomembna, morda tudi banalna. Kako se soočate s tem? Ne, nikakor. Meni se to zdi, da še mogoče najboljša primerjava je, ko v vsakdanjem življenju imamo vedno, nekako soočamo našo pozornost na tisto, kar je zelo kratkoročno, kar je tukaj zdaj, naše potrebe ali pa želje ali pa plane, potem imamo neke mogoče srednjeročne ambicije za par let naprej, naprimer, pa imamo pa tudi zelo dolgoročne neko vizijo, kaj želimo narediti z našim življenjem. Zelo podobno jaz gledam tudi ta vprašanja okrog življenja ali pa sveta. Se pravi, imamo vprašanja, ki zadevajo našo lokalno okolje, skupnost, družino, pa imamo vprašanja, ki zadevajo mogoče to našo družbo ali pa svet, potem so tudi vprašanja, ki zadevajo zelo široko, kot vesolje, zakaj, kako, odkot. In pač vsa vprašanja so pomembna. Zdaj, jaz se profesionalno ukvarjam pač z temi tretjimi vprašanji, ki zadevajo pač zelo take globalne resnice. Ja, ampak vam recimo ta pogled na nek način ponuja neke modifikacije recimo za reševanje recimo teh vsakdanjih problemov? Tudi. Za tega rad primerjam to s tem kratkoročnim, dolgoročnim planiranjem. Ta vprašanja se mogoče zdijo zelo abstraktna, ampak hkrati iz izkušnje, iz zgodovine vemo, da iskanje odgovorov na takšno zelo abstraktno vprašanje dolgoročno vodi do pomembnega napredka za družbo. Se pravi, do zelo konkretnih sprememb v družbi, ki potem popolnoma spremenijo lahko razvoj. Sedaj in usodo posameznika, tudi vas, ne? Prosim? Tudi usodo posameznika. Tako, seveda. Vi ste profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in raziskovalec in vodja oddelka za teoretično fiziko na Institutu Jožef Stefan. Hkrati pa ste tudi gostujoči raziskovalec v CERN-u na velikem hadronskem trkalniku. No, in tam se odvijajo res, bi rekli, fascinantni eksperimenti in pa raziskave. Kakšno je delo teoretika tam? Zdaj, CERN je največji center fizike osnovnih delcev na svetu in je tudi hkrati eden izmed največjih centrov teoretične fizike osnovnih delcev na svetu. To, kar je v CERN-u tista posebna zmes, je ravno to, da se v njem prepletajo na enem mestu raziskave, ki so direktno se izvajajo na eksperimentih,
hkrati pa je tudi velik teoretični center tam prisoten. In naprimer, kar potem s tem omogoča zelo tako spodbudno okolje, ne, zelo kreativno okolje za fizika. Naprimer, moja vloga tam je predvsem ali pa s tem, s čimer se jaz tam ukvarjam, je predvsem interpretacija rezultatov iz eksperimentov, potem predlogi novih meritev na obstoječih eksperimentih, ter pa tudi planiranje ali pa predlogi povsem novih eksperimentov. Naprimer, trenutno sem vpleten v študije in v planiranje bodočih eksperimentov, ki bodo prišli nekako v poštev, ko se življenjska doba velikega hadronskega trkalnika izteče. Se nameravajo širiti zadevo, ne? Nekje so vesti, da naj bi... Ja, se pravi, seveda naše želje in ambicije so, da bi zgradili še večji, še zmogljivejši trkalnik, ker nam pač to, kar se tiče fizike, ponuja največje zmožnosti za nadaljne raziskave. Fizike menda raziskujete in iščete zakonitosti narave, vse tako zasledimo neke definicije vas, ne, fizikov. Te narave, ki je oblikovala toliko in toliko milijonov ali pa kar milijard let se. Ne. Že Galileo je rekel, da je narava knjiga napisana v jeziku matematike in tudi vesolje, čigar skrivnosti najmanjših delcev usmerjate pogled fiziki, ne, naj bi bilo v bistvu napisano v matematičnih modelih. A je to drži? Jaz bi to zastavil mogoče na naslednji način. Moj pogled na znanost kot takšno je, da imamo na eni strani poskušamo ustvarjati modele različnih pojavov v naravi ali v družbi in jih potem soočamo z meritvami, z opazovanji, z eksperimenti, z rezultati eksperimentov. In enako gre, ali pa še posebej to navzoče pri naravoslovnih znanostih in predvsem naprimer pri fiziki, kjer lahko te modele zelo kompaktno in eksaktno formuliramo v jeziku matematike. To fascinantno opažanje, ki ga tako jaz interpretiram Galilejevo misel, ki je zelo praktično po svoje, je, da dejansko se izkaže iz naših izkustev, skozi zgodovino znanosti, da je matematika dejansko zelo, zelo uporabna za opis narave. Ne? Zelo priročen jezik, zelo priročen način. Je zelo eksaktna, zelo kompaktna in smo zelo, zelo uspešni v uporabi tega jezika za opis naravnih pojavov. Koliko pa je predvidljiva? To pa je stvar, kako dobri smo v formulaciji modelov s pomočjo matematike. Ne? Se pravi, dobri modeli imajo zelo veliko prediktivno moč. Ne? In eden od ciljev, pač mislim, da tudi znanosti na splošno, fizike pa še posebej, je, da poskušamo skozi razvoj, skozi nadaljne raziskave, prediktivnost zvečati, seveda. Ne? Ustvarjati vedno nove, vedno boljše modele, ki imajo skozi večjo prediktivno moč. V enem vaših nedavnih predavanj ste pojasnjevali zadeve v zvezi z velikega poka, ki se je zgodil pred cirka 14 milijardami let. Ne? In takrat sta bili v vesolju, poleg naše snovi, še 2 dodatni kopiji. To je pa kar, mislim, da težko razumljivo in pa res zahteva neko pojasnitev. Ja, se pravi, mi skozi opazovanja kozmičnih žarkov in skozi eksperimente, ki jih delamo na Zemlji, vemo, da obstaja poleg snovi, ki tvori nas, obstajata še 2 težji kopiji, zdaj bolj tehnično ime, ki ga uporabljamo v fiziki, so družine ali pa generacije delcev snovi, ki sta dejansko zelo, zelo sorodni naši, s tem, da so delci teh kopij ali pa družin težji. In kaj se dogaja v zgodnjem vesolju je, da seveda v eksperimentih, kot mi te delce lahko tvorimo tako, da trkamo delce naše snovi in potem se sprosti, v teh trkih se sprosti dovolj energije, da se ustvarijo tudi te masivnejši delci.
ker pa šibke interakcije, to so ene izmed osnovnih interakcij med delci, pretvarjajo med generacijami, med družinami, potem v eksperimentih te delci razpadejo nazaj v našo kopijo snovi. V zgodnjem vesolju je pa, se pravi, kmalu po velikem poku, vemo danes, da je bilo vesolje v bistvu ena mešanca zelo vročega plina teh osnovnih delcev. In visoka temperatura v plinu ne pomeni nič drugega kot to, da se delci v njem gibljajo z velikimi hitrostmi. In ker v tem plinu delci med sabo tudi trkajo, tudi v teh trkih v zgodnjem vesolju kreirajo, tudi če bi bili prisotni samo delci naše snovi, bi skozi njihove trke se ustvarjali delci težjih generacij. Ne? In to, ker se to vse skozi dogaja v tem zgodnjem vročem plinu v zgodnjem vesolju, je potem efektivno, v tem plinu so skozi prisotne tudi te težje generacije snovi. Zato pravimo, da imamo v zgodnjem vesolju prisotne vse 3 generacije snovi. Kako je ta plin dovolj vroč. A so potem te 2 kopiji sta izginili kasneje? Tako, ko se je vesolje širilo in se ohlajalo, potem se s temi te trki delcev niso bili več dovolj energetski v povprečju, da bi ustvarjali te težje kopije snovi, same za sebe so pa razpadle nazaj v našo. Ne. Zato je potem danes je vesolje v bistvu sestavljeno samo še iz naše prve generacije snovi. Boste fiziki kdaj prišli v bistvu do razlage, zakaj so vse stvari odvijale ravno tako, kot so se? Ne? Je bila to teorija naključij ali je pa v ozadju morda neka globlja matematična resnica? Skoraj da včasih bi človek rekel, da iščete sveti gral. Ja, moj pogled na to je, bi rekel, spet zelo praktičen. Kot sem že prej povedal, jaz vidim naše poslanstvo nekako v kreiranju vse bolj prediktivnih modelov narave in njihovem testiranju v eksperimentih in opazovanjih. Pomeni, da sam osebno ne verjamem v obstoj ali pa v našo zmožnost konstrukcije nekega modela, ki bo pojasnil pa vse. Se pravi, to, čemu stremimo, je ustvarjati vedno bolj prediktivne, modele oziroma teorije, ki pojasnijo vse več. Ne? Zdaj, a bomo kdaj, kadarkoli sposobni doseči to limito, ko bi ustvarili en model, ki bi pojasnil čisto vse, jaz v to ne verjamem. Kar pa ne pomeni, da ni vredno stremeti k temu, da bi se čim bolj približali temu. Da obstaja lahko teoretična možnost. To je zdaj v prepričanje pa verjetje v obstoj neke končne teorije je stvar prepričanja, ne pa znanosti, bi jaz rekel. Jaz osebno v to ne verjamem, ker se mi zdi, da smo ljudje že po naravi omejeni, po fizični naravi omejeni. Nekateri moji kolegi se z mano tu ne bodo strinjali, verjetno. Imamo pa seveda še vedno skupen cilj. Profesor Kamenik-Vesel, kaj bi se pa lahko zgodilo v vesolju in posledično seveda tudi z nami, če bi bile mase osnovnih delcev drugačne, kot pa so? To veste vi, kakšne so. Ne? Glede na to, da ste teoretik, ki se poslužujete matematičnih modelov, a boste kdaj prišli blizu tem vprašanjem? Ta igra, v bistvu, ko mi vzamemo model in potem iščemo scenarije ali pa modifikacije, ki imajo zanimive posledice, je zelo pogosto, teoretični fiziki zelo pogosto uporabljamo. To so tako imenovani miselni poskusi. In njihova vrednost je v tem, da nam pomagajo po eni strani, tudi če tehnološko nismo sposobni izvesti določenih meritev, lahko pogledamo, kako bi se ta teorija ali pa model obnašala, kakšne napovedi bi dala v nekih zelo ekstremnih pogojih. Ne? In to nam iz tega potem poskušamo najti
neke napotke ali pa uvide, kako morda nadgraditi to teorijo. Ker dostikrat v ekstremnih pogojih teorija da nesmiselne napovedi in potem vidimo, da je mogoče s teorijo težava in jo je treba v določeni smeri nadgraditi. V tem primeru je podobno, se pravi, mi iz meritev vemo, kakšne so mase osnovnih delcev v našem vesolju in ta miselni poskus je, kako bi se vesolje obnašalo, kakšne bi bili kemijski procesi, jedrski procesi v vesolju, če bi bile te vrednosti malo drugačne. In izkaže se, da bi bile posledice zelo katastrofalne ali pa spektakularne, bi malo drugačne vrednosti zelo bistveno vplivale naprimer na potek kemije ali pa jedrske fizike. Vse recimo z vidika tokratnega vedanja, ne, o nas. Ne? Tako. Leta 2012 so eksperimenti po svetu začeli tudi poročati, da se težji kopiji snovi, ki ste jih prej omenjali, ne, obnašata malo drugače od pričakovanj. In prav meritve, ki ste jih predlagali vi s sodelavci, so potrdile ta odstopanja. Pa me zanima, v kakšnem smislu gre za odstopanja? Gre za to, tu v bistvu gre za meritve enih razpadov hadronskih stanj, v katerih so prisotni tudi te kvarki, se pravi delci tretje generacije, in pravimo jim B-mezoni. In gre za opazovanje takšnih razpadov, ko ti razpadajo v končna stanja, ki vsebujejo leptone, se pravi elektron, na primer, je primer leptona prve generacije. In v teh specifičnih meritvah so primerjali pogostost teh razpadov, kadar so v končnem stanju, na primer, elektroni, ali pa kadar so v končnem stanju leptoni druge ali tretje generacije. In v nekaterih takšnih razpadih so opazili odstopanje od napovedi, od teoretičnih napovedi. Teda iz tega izhaja, da je, se pravi, v tem, kako se obnašajo delci snovi prve generacije, v tem primeru na primer elektroni, očitno, če so seveda če bodo te meritve potrjene, očitno se obnašajo malce drugače od leptonov druge in tretje generacije. No in s kakšno gotovostjo so recimo te trditve ali pa recimo meritve, ali ne, točne oziroma... Zdaj, ta odstopanja so eksperimentalno trenutno zaznana do verjetnosti, se pravi, verjetnost, da so te meritve posledica statističnih napak, ker gre le za statistične procese, ki se opazujejo, je ponekod manj kot 10 promila. Se pravi, še vedno obstaja recimo 10 promila verjetnosti, da je to samo posledica statističnih fluktuacij in bo to z več meritvami izzvenelo. Je pa ta verjetnost seveda zelo majhna. Ja, tako ja. Tako kot ste rekli, ne, mislim, nepomembna praktično, ne. Ja, tukaj... z vidika vaših merenj in vaših opazovanj seveda je pomembna. Tako, tukaj je mogoče vredno poudariti, da v fiziki je nekako se izoblikoval dogovor, da štejemo meritve ali pa neka eksperimentalna spoznanja kot dokončna, ko presežejo mejo, pravimo, 5 standardnih deviacij, kar je približno statistična verjetnost 1 proti nekaj milijonom. En razlog, zakaj imamo tako rigorozno zastavljeno mejo, kdaj nečemu res rečemo, da tako je, predtem pa smo še malo skeptični, je zato deloma se da to pojasniti tudi z tega stališča, da smo, na primer, kar se tiče na mojem področju, na fiziki delcev, kjer imamo standardni model osnovnih delcev, je bil ta model, na primer, že preverjen v verjetno, če ne tisočih, pa 10 tisočih različnih meritev, ki so med seboj neodvisne. In vse te meritve so statistične narave, se pravi, povsod se šteje pogostost nekih razpadov, pogostost nekih procesov.
In če izvedemo 1000 različnih meritev, bo zaradi njihove statične narave kakšna tu pa tam tudi odstopala. In zato tega, da se izognemo tem napakam, ki bi se v sklepanju, ki bi se lahko pojavile, imamo to mejo, kdaj rečemo, da neka meritev zares drži ali pa odstopa od naših pričakovanj, recimo, mora biti ta statistična verjetnost izredno majhna. Ja, to je zelo rigorozno postavljanje. Kaj pa vas fizike motivira, da vrtate po teh vprašanjih, recimo iskanja smiselnosti dveh kopij snovi? Da je tako vrtanje, se tako slišimo, beremo, ne? In iskanje te resnice že vkodirano naš genetski kod. Ja, naprimer, kot sem že omenil prej, to je nekaj, kar dejansko opazimo, to prvobitno radovednost opazimo pri majhnih otrocih. Ne? Zdaj mogoče je nekaj na tem, ne, da smo s tem rojeni, s to radovednostjo. In je potem bolj vprašanje vzgoje in odraščanja, zakaj nekateri to ohranimo dlje, nekateri to zgubijo prej. Predvsem šole, ne? Tudi šole. Ja, no, mislim, vesti so take, da šola ubija radovednost. Šolski sistem pravi, ne? Mislim, kakršen je, odvisno od tega, kakšen je, ne? Ja. Ja. Poglejte, taki projekti in take raziskave najbrž trajajo kar desetletja, ne? Vedno bolj pa vam pomagajo tudi nove tehnologije, ki pa bliskovito napredujejo. Kako se pa spopadate vi z razočaranji, ko se nek eksperiment vam ne izide, ne? Ko se znajdete v neki slepi ulici in sploh, kje ima znanost lahko neko preverjanje? Zdaj, seveda, znanost, kot sem že rekel, jaz dojemam kot neko igro med teorijo in meritvami, eksperimenti. In dokler je ta igra živa, se pravi, dokler eksperimenti preverjajo napovedi teorije oziroma iščejo odstopanja od napovedi modelov ali pa teorij, in dokler na teoretski strani se teoretiki trudimo postavljati vedno boljše modele ali pa teorije, ki dajajo napovedi za eksperimentalne meritve. Tako dolgo, dokler ta igra seveda živa, tako dolgo se mi zdi, da je znanost napreduje in je nekak zdrav napredek. In to ne glede na to, ali dejansko eksperimenti pokažejo zdaj na odstopanje ali ne. Gre za to, da znamo vedno na nekem globljem nivoju ali pa z vedno večjo natančnostjo preverjati napovedi modelov, ki jih imamo. Problem nastane seveda, ko ta igra zamre. Ali ker usahne financiranje za nove eksperimente, ali ker morda pač na teoretski strani zmanjka idej, recimo. No, to je pa zanimivo, ne? Mislim, da tudi vam, daj teoretikom, zmanjka idej. Po mojih izkušnjah se to še ni zgodilo. Trenutno, na primer, se soočamo s tem, da je ogromno idej na teoretski strani. Smo pa, vsaj na mojem področju, v nekem obdobju, kjer je eksperimentalni napredek izredno drag in dolgotrajen, se pravi, zahteva zelo dolge priprave, dolgo izgradnje eksperimentov. In je v bistvu to tisto, kar nekako trenutno se mi zdi, da je nekako diktira hitrost napredka. Poglejte, če rečemo, da je temeljno vprašanje teoretične fizike danes iskanje odgovora, zakaj je narava takšna, kot je, in pa spoznavanje sveta, v katerem živimo, oziroma iskanje odgovorov, če bi bil ta svet lahko boljši ali pa slabši. Lahko taka spoznanja omogočajo, da svet, katerega pač imamo, bolj cenimo in ga tudi spreminjamo. Ja, to je moje osebno prepričanje, da je temu tako. Lahko malo bolj razložim. Seveda po eni strani ima boljše razumevanje sveta neposredne ali pa posredne učinke na razvoj tehnologije, na praktično uporabo tega znanja.
Obstaja pa še en drug aspekt, ki mogoče ni toliko izpostavljen dostikrat. In sicer se mi zdi, da z večjim znanjem ali pa zavedanjem, kako svet, v katerem živimo, deluje, takšno znanje nas nam v bistvu daje, kako se reče, Kaj nas bogati, recimo, nekaj vedenja. opolnomoči nas. Daje nam zaupanje, da imamo mi kontrolo, večjo kontrolo nad lastnim življenjem in nad tem, kako delujemo v tem svetu. In to pride skozi znanje. S tem, da vemo, zakaj se nekatere stvari zgodijo, zakaj se nekatere stvari dogajajo, zakaj so takšne, kot so. Ker to nam potem daje to zaupanje vase, da lahko z svojim delovanjem tudi svet spreminjamo. Sprej, tu je in znanost je tista, ki ta nabor znanja, ki nam na voljo veča, stvar šolstva in družbe, pa seveda, da to razširja potem med vso populacijo. Ne? Se pravi, da recimo z tega zornega kota, kar ste kar zdaj razumeli oziroma povedali, domnevam, da tudi lažje živite. Tudi v tem okolju. Ja. Imate nek drug vidik razumevanja problemov. Ja. Tudi cenjenja, ne? Tako. Jaz bi rekel, da se človek s tem mogoče lažje sooča z realnostjo, če jo malo več razume. Gotovo. Ne? Zdi pa se mi, da moderna fizika temelji nekako tudi na filozofskih premisah. Se pravi, na miselnih eksperimentih. Ne? Saj, konec koncev so se tudi nekdani veliki umi fizike, kljub rafiniranemu občutku, kaj je fizika, v razpravah kar pogosto dotikali vprašanj, ki so lahko blizu tudi filozofom. Samo spomnimo se razprav Bohra, Einsteina, Feynmana, Diraka, Heisenberga, Paulija in seveda mnogih drugih. Ne? Konec koncev ima tudi najbolj trdna znanost, kot je kvantna fizika, nekako sva je prej omenila, v sebi element filozofskega razmisleka. Morda se od empirijskega vpogleda usmeri k ustvarjanju koncepta oziroma entitete, ki stoji za zapaženo stvarjo. Entitete pa so nekako po definiciji nemerljive. Ja, tukaj bi ločil mogoče dva vidika tega. Popolnoma se strinjam, da eden izmed bistvenih, če ne celo bistven element znanosti je, da ustvarja nek teoretičen model narave pojavov, česarkoli. Ker nam to omogoča poenostaviti dejansko opis. Mi imamo občutek, da ga bolj razumemo, predvsem se mi zdi zaradi tega, ker ga poenostavimo. Nek kompleksen pojav v naravi postane razumljiv, ker imamo v glavi nek koncept, ki ga poenostavi. In ta element je bistven, ne? Da znanost ni samo empirika. Ne? Bistven del je to ustvarjanje teoretičnih, ni nujno matematičnih, ampak predvsem teoretičnih modelov pojavov. Drug vidik tega je pa potem interpretacija teh teoretskih modelov. Spoznanj. Tako. Tukaj po mojem vedenju je tudi ta del, kjer se bolj začne naslanjati, mogoče malo bolj na filozofijo. In ravno ta primer teh diskusij v začetku prejšnjega stoletja o implikacijah, o pomenu kvantno-mehanske narave sveta, se mi zdi zelo nazoren, kakšna je vloga tega. Namreč, te diskusije do določene mere še danes niso razrešene. Ampak to ni zavrlo razvoja kvantne fizike. Mi danes lahko kvantno fiziko uporabljamo skoraj da že dejansko jo uporabljamo v tehnologijah. Medtem ko so se te osnovni konceptualni, ontološki vidiki kvantne narave sveta do določene mere ostali odprti. Kaj to še čaka za pojasnjevanje, razrešitev, kakorkoli? Hočem reči, da ta del znanosti, ki se dotika filozofije in je
po svoji naravi, ker gre za interpretacije, nemerljiv, gre svojo pot. Raziskave ali pa razmišljanja okrog tega grejo svojo pot in niso naše raziskave zdaj pa bolj tega matematično eksperimentalne te igre, ne, za razvoj te, naprimer, kvantne fizike ali pa razumevanja modelov sveta, ki uporabljajo kvantno fiziko, niso odvisni od... Seveda niso nobeni kolizisti. Ne samo kolizije, ampak tudi to, da ti ontološki vidiki niso bili razrešeni, ne zavira tega razvoja. Kako pa razmisliti vprašanje, kakšen je idealen svet, ki obstaja neodvisno od nas, ali pa samo je tisto, kar lahko izmerimo vedenje. Pa me zanima, kakšne so potem lastnosti vesolja, so zgolj tiste, ki pomenijo naš, pravi vaš znanstven uvid vanj, ali so to ontološke ali epistemološke entitete? Zdaj, tu se mogoče najlažje navežem spet na prejšnje vprašanje. Ne? Ja, se delno ste že, recimo, v prejšnjem vprašanju. To je v bistvu samo konkretizacija prejšnjega vprašanja. Ne? Ja. Tam, jaz sem po naravi rad bolj praktičen človek, ne? Tudi v svojih raziskavah in v svojem tolmačenju svojih raziskav. In bi se v tem pač omejil na to, da ja, absolutno mi poskušamo skozi uporabo logike in matematike ustvarjati model vesolja in ga potem primerjati z opazovanjem. Zdaj, ali v realnosti ali pa v našem izkustvu obstajajo tudi drugi vidiki, morda. Ampak to, čemer se jaz vsaj profesionalno držim, je pač vezano na znanstveno metodo. To pomeni ustvarjanje modelov in preverjanje teh modelov skozi kontrolirana opazovanja ali eksperimente. Ker to iz izkušenj, iz zgodovine vemo, da to zagotavlja napredek. Ker to lahko potem tudi praktično izrabljamo kasneje, ker je rigorozno. Seveda so pa tudi druge poti, ljudje pač poskušajo osmišljati ta svet na različne načine. Ampak to osmišljanje, tisto, kar ni vezano zdaj na ta matematično-eksperimentalni del, zelo praktično osmišljanje to. Drug del, ki je vezan bolj na ta ontološko-interpretativni del, je precej bolj... A spolzek, mislite? Tako, po svoje spolzek, ali pa bolj prost. Ja, ampak ostaje odprto, ne? Mislim, absolutno. Recimo, ne vem, drugim vedam, ne? Naj tako, potem to razrešujejo. Tako. No, še nekaj me zanima. Poglejte, znanstvenike se pogosto percepira vse v javnosti, da so del neke druge kulture, oziroma so neke raziskave kažejo, da je njihovo mnenje, da so nad družbo, ne? Zlasti tehnični študiji naj bi oblikovali neangažirane znanstvenike, strokovnjake, ki težijo k depolitizaciji družbeno, pa se jim zdi profano, pogosto tudi kar skorumpirano. Je tako slaba refleksija o družbi lahko tudi problem med znanstveniki? Zdaj, jaz bi tudi tako bi rekel, kar se tiče pristopa k samim raziskavam, ali pa k samemu delu v raziskovalni dejavnosti, v akademski dejavnosti, se mi zdi, da je zaradi same narave tega dela nujno mora biti nepolitična in neangažirana. Zdaj, ker sicer lahko še prehitro vnese noter pristranskost. Tako. Nekaj drugega je pa potem angažma nekoga, ki je znanstvenik po poklicu ali poslanstvu, širše v družbi. Tukaj pa sem jaz mnenja, da je to stvar nekako splošne vzgoje in izobrazbe ljudi in ni nič drugače kot pri drugih poklicih. Spravi, bi jaz rekel, to je bolj stvar srednje šole oziroma podlage, ki jo ljudje dobijo, preden se usmerijo v neko strokovno, profesionalno pot. Tudi po mojih izkušnjah z fiziki ali pa znanstveniki in tudi fiziki, ki delajo v gospodarstvu, je tako, da je zelo odvisno. So ljudje, ki imajo sicer
fizikalno izobrazbo, kot strokovno izobrazbo, ampak se potem udejstvujejo od politike do gospodarstva in do znanosti. In tukaj zavzema cel razpon. Teda ne bi trdil, da so znanstveniki kot ljudje neangažirani. V svojem znanstvenem delovanju se mi zdi, da je prav, da njihova politična, verska, kakršnakoli druga prepričanja, da ne vplivajo. Ne? Se mi zdi, da je takšno miselnost pravilna, ampak znotraj njihovega strokovnega dela. Kar se pa tiče, se pravi, ponovno, širšega angažmaja, je pa to drugače, absolutno. Je pa res, da se danes tudi vedno bolj govori o družbeni vlogi znanosti kot take, ne? Zato bi morali znanstveniki težiti k čim več boljšim dialogom v javnosti, ne? K večji odgovornosti tudi do družbe, saj konec koncev predstavlja znanost neko kontinuiteto znanstvene avanture, če rečemo, da je znanost avantura. Ja, to je v bistvu zelo pomemben vidik, se mi zdi. In sicer, da je znanstvenik najlažje odgovoren do družbe, kadar je samostojen v svojem delovanju. Se pravi, kadar ni zavezan nekim posebnim, ali so to zdaj vplivi iz gospodarstva, ne. To so lobiji, recimo. Lahko bi rekli to lobiji, v znanosti to so večinoma financerji. Ja, ne. Ja. So tisti, ki imajo največjo moč, tako. Ne. In z tega stališča je spodbujanje odgovornosti znanosti je najlažje na način, da se naredi znanstvenike samostojne. Da se jim omogoča samostojno raziskovanje, da niso za svoje preživetje prisiljeni iskati raznih vzvodov drugih. Ker na tak način največ tudi v bistvu ima recimo tako imenovana družba koristi od vas, ne? Tako, absolutno. Še tole me zanima, kako komentirate že nekaj letne razprave o podhranjenosti znanosti pri nas? Če se sklicujemo na velike mislece zgodovine, lahko preberemo, da je že Aristotel vedel, da je temeljna naloga in dolžnost države, da zagotovi raziskave, ki temeljijo na vedoželjnosti. Ja, bi se kar strinjal. Jaz bi rekel tako, zdaj, glede na to, da se verjetno strinjamo, da širjenje oziroma povečanje nabora znanja vodi posledično do napredka v družbi, tudi zelo praktičnega, do večjega blagostanja. Je potem pa še, če omenim spet ta drug vidik, da tudi večje znanje o svetu ljudi bolj opolnomoči, da so bolj samostojni, da se bolj samostojno lahko odločajo o lastnem življenju, o svetu okrog njih. Se mi zdi, da je jasno, da je eno izmed osnovnih poslanstev neke razsvetljene demokratične družbe, če tako rečemo, spodbujanje, večanje zakladnice znanja. Seveda pa v družbah, kjer eno ali drugo umanjka, so pa motivacije pa drugačne.